Vsak je svoje sreče kovač. Dobrodošli v kovnici sreče in zdravja, klepet ob kavi. Wow, divja liga, prav zares, vsakič znova me navdušuje, koliko zanimivih ljudi živi in ustvarja v Sloveniji. No, veliko zanimivih let pa je v svojem življenju preživela tudi licencirana zdravilka in pa življenjska svetovalka kitajske medicine Aleksandra Debevc, ki jo boste danes spoznali. Zares izjemna ženska s posebnimi sposobnostmi in kaj človeka žene, da se izobražuje po celem svetu in kaj je tisto, kar enostavno ima v sebi in to je tudi tisto, s katerim pomaga vsem ljudem. Lepo pozdravljena, dobrodošla torej Aleksandra in pa seveda dobrodošla tudi Alja. Alja je učenka Ananta centra, tvoja učenka, ampak začniva pri tvoji zgodbi. Tako izjemna je, jaz sem si pogledala tudi, kje vse si bila, vse tvoje certifikate. Kako se je začela ta tvoja zgodba drugačnosti? Verjetno tvoje vrstnice so bile prodajalke, pa na banki so delale, pa na pošte. Ti si se pa podala na nekaj tako norega in drugačnega. Zgodba se je začela 30 let nazaj iz osebnih razlogov, zdravstvenih razlogov in seveda iskanja resnice in pomoči in seveda sem naletela na doktorje tradicionalne kitajske medicine, ki so bili tudi mojstri, kitajski mojstri in tako sem v bistvu iz osebnih rezultatov, iz osebnega zdravja me je to fasciniralo. In seveda iz hčerinih težav, hčera je tudi imela podobno te težave pred 2 letih in pol in me je v bistvu sem bila primorana najti rešitev, kako zase in za njo najti neko izhodno pot pač za zdravo življenje. A ni zanimivo to? Večina teh ljudi, ki imajo poslanstvo, da pomagajo drugim, so najprej upeljani v življenjsko situacijo, da morajo se pomagati. Ali je tudi pri tebi je tako, ne? Ja, točno tako. S čim si se ti soočala? Soočala sem se večinoma z strahom, da mi noben ne more pomagati. V bistvu največ zatrtostjo, ker me noben ni razumel. In se mi zdi, da to so bile moje najtežje izkušnje. Aleksandra, s kakšnimi diagnozami se je soočala Alja? Alja, ko je prišla k meni v Ananta center, je rekla, da ima tumorske markerje na žlezi slinavki, da enostavno je izgubila voljo, da ne verjame več, da bo lahko srečna, ker po dolgoletnem 5-letnem iskanju nekega zdravja, da je že skratka obupala, da je tudi jemala antidepresive in da je videla, da pač ne bo rešitve na ta način. Na desni strani, v desni roki je imela tako močne bolečine, da enostavno roka se ni mogla premikati. Njena zatečenost, kako ne rečem, v trebuhu je bila zelo zatečena. V zelo močnih bolečinah, ko se je ona vlegla k meni na mizo, da sem lahko začela zdraviti, jaz nisem mogla razumeti, da lahko nekdo pri 21 letih v takih močnih bolečinah. Wow. Danes je to drugače in da si lahko pomagala, sama si se izobraževala na različnih koncih sveta. Kje si najprej pridobivala znanja, ko si dejansko rešila sebe in rešila svojo hči? Pot seveda me je nanesla na Kitajsko, tudi na študij tradicionalne kitajske medicine. Kar k izvoru, ne? Kar direktno k izvoru in fasciniralo me je, ker človeka gledajo celostno in ga najprej vprašajo in pregledajo, vprašajo za vse njegove probleme, tegobe. In takrat sem že v bistvu začutila, da nekaj čutim, pa niti ne vem, kaj to je. In tako da sem se potem usmerjala, pač največ izobraževanj je potekalo, to je bilo preko 16 let na Kitajskem, občasno, potem praktično delo seveda in izobraževanje v Londonu, kjer smo največ izvajali praktično. Tam sem v bistvu spoznala, kakšno moč imam pri sprostitvi in to vse v bistvu kako rečem, v kontaktiranju s prečudovitimi ljudmi, s prečudovitimi, preko njih praktično, preko vas.
Ampak kako si se znašla na Kitajskem? Doktorji tradicionalne kitajske medicine so prišli na zagrebški velesejem in slučajno so prišli v Slovenijo in v bistvu oni niso nameravali ostati tukaj in jaz sem mogla slediti njihovim nekako vodenju in sem tudi sledila kitajskemu mojstru in je nekako organiziral to izobraževanje, zato ker je želel to kulturo, to znanje, ker je spoznala nek potencial tudi v meni, mi je želela nuditi, da spoznam to resnico, da nismo samo fizična telesa, ampak da smo v bistvu zelo, zelo inteligentna, kako da rečem, v bistvu energetska bitja. Aleksandra, potem znaš tudi kaj kitajsko? 很好，谢谢，再见. Par besed, ker pa smo imeli organizirano izredni študij, seminarje v angleščini, mi ni bilo potreba se učiti dodatno, ker so mi napovedali pač iz bazi osebnega profila, da bom delala praktično na tistem področju, kjer se uporabljajo žlico in vilco in nože. Dejansko to lahko pogledajo? Wow. Ja, tako da to sem tudi prvič takrat se seznanila, da iz datuma in ure rojstva praktično lahko izveš o osebnosti, o karakterju, o osebi praktično vse. Prav, zares, nad vse izjemo, tale trenutek lahko vidimo, prebrati sicer ne znamo, zaradi tega, ker je le v kitajščini, ampak vendarle lahko vidimo tvoj certifikat tudi in Aleksandra, si ena izmed redkih v Sloveniji, ki tudi je registrirana zdravilka, ne? Ravno sem v pridobivanju, ravno sem oddala, tako da samo čakam še na dokumente. Iskrene čestitke. To pomeni, da zelo dobro poznaš tudi fizično telo in vse te procese, ki se dogajajo in odvijajo v fizičnem telesu. Ja, že od osnovne šole oziroma srednje šole, spoznavanje same anatomije, pač zdravja in seveda potem tudi nadaljevanje študija kemije, mi je v bistvu pomagal spoznati telo do potankosti, do zadnje celice, kako deluje, ampak kasneje, ko sem spoznala in dobila zdravje s pomočjo, rekla, znanje določene višjega zavedanja, enostavno potem sem sledila temu znanju. Wow, izjemno, Aleksandra. Ne samo znanje, nekaj več pravijo ljudje, ki pridejo v Ananta center, da imaš v sebi. Nam lahko poveš kaj več o tem? Začel se je med učenjem, ko je moja hčera padla, je dobila buško in seveda sem položila roko gor in ta buška je po uri pa pol izginila. In seveda, ko sem začela prve terapije po osebe, ki so 15 let imele težave s spanjem, je začel spati, gospod bil je tako hvaležen. Potem oziroma z artritisom, ena gospa se ni mogla sama pripeljati z avtom, se je mogla voziti, po 2 tednih se lahko sama pripeljala. Gospa, ki je bila že čez 70 let stara, imela težave sladkorno in je tudi sladkorno pozdravila po 3 mesecih in potem sem v bistvu, to me je pritegnilo, da sem se začutila odgovorno in da nadaljujem in razvijam to, kar se mi je zdelo to neverjetno dragoceno. Ampak nisem pa bila pripravljena takrat še, da bi lahko to izrazila, da bi me lahko rekla to vse, kar čutim, da bi lahko tako izrazila, kot lahko danes. Danes uporabljaš torej znanje in kako rečeš te svoje sposobnosti, no? V bistvu je... Ja, niti ne poimenuješ, samo uporabljaš. V bistvu samo uporabljam, ja. V bistvu je to sposobnost praktično, da se lahko povežem z določenimi nivoji, z določenimi zavedanjem, kamor večina ljudi ne seže. In ko pridem, da ima moja duša tudi to sposobnost in to moč, da lahko tudi drugega s seboj potegnem, za par minut je dovolj, ker to so zelo močne energije, ki seveda pomagajo osebi avtomatsko sproščati in odpirati blokade, ki se nam nabirajo tekom življenja. Pa ne samo te blokade, tudi neke iluzije oziroma neko masko, ki si jo mi zadamo v življenju zaradi obrambe, zaradi vseh izzivov, ki jih imamo in se začne to na nek način odpirati in rušiti. Seveda,
Jaz odvisno od osebe, koliko se odpre, koliko zaupa, koliko me lahko sprejema, toliko mu potem lahko tudi dam. Aha, seveda, razumljivo. Alja, najprej pacientka, danes pa pravzaprav učenka v Ananti izobraževalni akademiji. Še preden si se začela izobraževati in boš verjetno kmalu začela ali pa že pomagaš tudi drugim v okviru Anante, da si lažje predstavljamo, kaj je delala Aleksandra s tabo, no? Kaj je počela s tabo? Nekaj je mogla početi s tabo. V bistvu že prvi moj prihod, ko sem prišla v ta center, meni je najbolj bilo všeč, ko sem začutila to energijo. Njen nasmeh na obrazu, ker je tako pozitivna oseba, da kar žari. In v bistvu, da mi je zaupala in da sem jaz lahko njej zaupala vse svoje težave, vse, kar sem imela. V bistvu zdravljenje je potekalo tako, da je v bistvu pomlajevanje hrbtenice. V bistvu si na masažni mizi in v bistvu pač na nek način bi mogoče sama več znala o tem povedati. Ja, se pravi, ležala si in to je bilo to? Ja, pa v bistvu dovolj je bilo tudi v pogovoru, pač meni je v bistvu pogovor ne več pomenil, da je se končno nekdo z mano pogovarjal. To je bilo meni favoritno. Predvidevam, da si ali naredila tudi bazi, pa potem smo slišali pomlajevanje hrbtenice. To je na začetku. Ja. Pomlajevanje hrbtenice praktično stimuliramo energijo vseh meridianov, ki tečejo pač po telesu, največ jih je tudi ob hrbtenici in stimuliram pretok celega telesa, ampak včasih mi sploh ni potrebno se dotakniti osebe, včasih mi je lahko vse preko govora, velikokrat pritisnem lahko zelo veliko, zelo močno tam, ker je veliko napetosti, čisto odvisno od vsakega posameznika. Wow, izjemno. Danes vidim, ustvarila si Ananta center za zdravo življenje. Veliko svojih storitev si namenila ljudem, ki so te obiskovali v Angliji, kaj ne da? V Angliji tam sem v bistvu spoznala zelo zanimive ljudi in ena od izkušenj je bila, seveda nisem bila ne fizično, ne psihično še pripravljena, da me je ta nigerijski kralj povabil v svojo palačo, zato ker je začutil je mojo energijo in jo je želel, da v bistvu zdravim njegovo družino, ker on ima 30-člansko družino. In enostavno, ampak takrat jaz nisem bila ne psihično, ne fizično pripravljena in sem seveda bila v sklopu tam, kjer sem delala, Energy klinika in enostavno sem rekla, pač, da lahko gremo kot franšiza, ne pa kot posameznik. Ampak se mi je za danes, v bistvu kasneje sem prepoznala, da je bila to moja prava odločitev, ker sem se, osebnostna rast in dvigovanje zavedanja in prepoznavanje resnice ni vrednejša stvari v življenju. Se pravi, danes nisi sam za nigerijskega kralja, v palači, ampak si se vrnila v Sloveniji in v Sloveniji naredila svoj center in akademijo. Ja, točno. Center je nastal pač zato, ker iz ljudi, ker so enostavno želeli, da v bistvu so imeli probleme in sem začutila, da jim moram pomagati. Začeli se je tako, da je imel tudi, rečemo, zlomljeno stegnenico in sem pomagala zaceliti, da se je kost zarasla in iz rezultatov me je v bistvu gnalo, da sebe razvijam naprej. Akademija pa zato, ker če sam razumeš določeno resnico, si praktično sam in se ne moreš z nobenim pogovarjati, nobenemu ne moreš deliti. Sem pa spoznala, da je v Sloveniji toliko prečudovitih duš, toliko dragocenih duš, da to prej nisem. Predno sem odpotovala v tujino, nisem teh sposobnosti imela in sem rekla, da enostavno moram pomagati tem ljudem, ki imajo toliko nekega znanja, toliko nekih sposobnosti, toliko nekega zavedanja, ampak vse nosijo v sebi zatrto. In sem v bistvu razvijam trenutno v Sloveniji to znanje in v bistvu predavam, ker so mnogi k meni prihajali in so rekli, jaz želim to delati, kar ti delaš. Ja, kaj ne da. In na lastni izkušnji, če sam to doživiš, seveda, da čutiš to potem, to je tvoj primer, Alja, kaj ne da? Ja, točno to. V bistvu jaz sama vidim, da zdaj si tudi sama želim pomagati ljudem. Enkrat sem te slišala, Aleksandra, da si rekla, saj bolezen sploh ne obstaja. Ja, v bistvu je ko dobiš toliko znanja, ko dobiš toliko izkušenj,
ko razumeš, vedno več resnice razumeš. Vidiš, da gremo skozi, da smo v določenem obdobju, ki je zelo, zelo, zelo zahtevno. Ampak to obdobje je zahtevno samo zato, da bi vedno več ljudi prepoznalo, se prebudilo in razumelo resnico. In seveda, ker gre za take velike spremembe, so vse praktično, lahko rečem, bolezni ali pa posledica neravnotežja ali pa posledica strahov ali pa posledica nadzora, kontrole, ker vidim, da v Sloveniji je ogromno strahu glede denarja, ogromno strahu glede, v bistvu toliko je kvalitetnih duš, ampak se ne upajo narediti korak naprej, da bi bili pogumni, da bi šli ven iz tega obdobja in raje ostanejo skriti in to v bistvu povzroča težave, probleme, bolezni, nesreče. Sploh nesreče, rečemo, kot da bi sam sebe hotel kaznovati. Verjetno si ugotovila, ker si tudi tukaj prepotovala, da smo kar malo vase zaprti Slovenci, ne? Glede na vzhod sem bila zelo presenečena, ker so nam rekli, da smo mi bolj odprti kot oni. A, res zanimivo. Se pravi, Američani so še bolj odprti. Ampak kaj sem začutila pri nas, da je ogromno nekega potenciala, ogromno dragocenih ljudi, ki pa seveda to vse v sebi zadržujejo in na nek način zelo trpijo. In duša, ki je najbolj kvalitetna, ki je najbolj iskrena, ki je najbolj čista, najbolj trpi, ko pride k meni. A res? Zanimivo. Trpi na kakšen način? Fizično ali na drugi? Na vse načine. S fizičnimi bolečinami pridejo in potem se v bistvu pokaže tudi čustveno, ali trpijo na nivoju zdravja, fizičnih bolečin, ali trpijo na nivoju partnerstva, ali trpijo na nivoju zaradi denarja. Vsakdo ima neko svojo, lahko rečem, preizkušnjo, ki ga v bistvu pripelje k meni. Zanimivo. Tukaj gledam tole zanimivo knjižico. Z različnimi izzivi se ljudje pravzaprav odločajo za Ananto. Wow! Od povečanja plodnosti do prenehanja kajenja, pa alkohola, pa hrbtenice, pa vsega možnega. Kar je zanimivo, se mi zdi, da je to, kako Kitajci gledajo na človeka, ki ni nek motor, ampak je pravzaprav vrt, ne? Ja. V bistvu nismo samo fizično telo, mišice, kosti, ampak smo res zelo inteligentna elektromagnetna valovanja. In to, kar ustvarjamo, te vibracije, to občutje, to, kar v sebi ustvarjamo, je zelo, zelo, zelo pomembno. In predvsem v letošnjem letu sem začutila, da enostavno je potrebno to resnico, da kdorkoli bo karkoli v letošnjem letu naredil korak v svojem zavedanju, korak v razumevanju samega sebe, da se na nek način, da se prebudi. In moja vloga je, da s svojim, lahko rečem s svetlobo, svojo resnico, svojim znanjem, da vsakomur v bistvu, ko pridem v stik z njim, da ga na nek način prebudim. Ampak danes tudi vsi tisti, ki oddajo gledajo, bojo v bistvu že to dobili, ker sem že na začetku prosila, da v bistvu vsakdo, ki bo gledal to oddajo, da naj v bistvu se ga dotakne resnica, naj se ga dotakne ta energija, naj se ga dotakne ta zdravilna energija. Se pravi, vsi naši gledalci, ki nas gledajo tale trenutek, so že v procesu? Ste že v procesu? So v procesu? So že v procesu. Aha, in kako lahko to zaznajo? Zaznajo, da enostavno bojo želeli poslušati, enostavno jih bo to pritegnilo, enostavno bojo lahko zaspali celo, ko bojo poslušali to oddajo, enostavno bojo lahko čutili mravljince, enostavno bojo čutili več energije ali pa se bojo preprosto nasmejali ali pa samo potrebno je odpreti srce in dušo, ker drugače z razumom me ne bojo razumeli, z razumom me ne bojo začutili. Ja. Kako pa potem to, da naredimo še to potovanje 20 centimetrsko od glave do srca? Preprosto v bistvu tukaj imamo sveti center resnice, in preprosto, ko odpreš srce, v bistvu začutiš neko mehkobo, začutiš neko toploto, v bistvu, da daš največ pozornosti in ljubezni sebi. Zato, ker ko sem začela dajati največ pozornosti in ljubezni sebi, v bistvu sem spoznala, da v bistvu ves ta nevidni svet, s katerim stalno delam in zdravim, praktično sem začela z njim tudi komunicirati. Zato, ker mi je bilo to že od otroštva dano, ampak nisem razumela njihovega jezika, ker sem mislila, da govorijo tako slovensko, kot jaz. Ampak so imajo drugačen jezik, ampak jaz jih slišim pač v svojem jeziku. Odlično, zanimivo. Verjetno ima vsak svoj jezik za to, ne?
vsak, v bistvu, to je tako, kot si zaljubljena. Ti veš, da si zaljubljena. O, Ti veš, ja. Takrat ne rabim ne jesti, ne spati, ne nič. Isto. Ko si povezan, ko se povežeš s svojimi osebnimi vodniki, ko se povežeš z najčistejšimi ljudmi, veš, da so to. In ne rabiš, takrat tudi ne rabiš jesti, ne piti, ne nič. Wow, izjemno. Najlepša hvala obema. Alja, iskrene čestitke za premostitev takih izzivov in danes dejansko učenka vsega tega izjemnega znanja, ki ga v Slovenijo prinaša. Aleksandra, hvala lepa, da si se oglasila in še večja hvala lepa za tole. Hvala lepa. Kaj ti tudi sama, evo, grem pogledat in raziskovati v Ananto. Dobila sem en tak čudovit bon, se zelo zahvaljujem. In fino je, ne, da prepoznavamo vse tiste stvari, ki so v nas in da imamo takšne ljudi v Sloveniji, ki nam lahko pri tem pomagajo. Lejte, ne smemo pozabiti podatka, da je Slovenija v Evropi na prvem mestu po umrljivosti zaradi raka. Prosim? Ja, to je uradni podatek